Petkova, centrifuga. Januarja letos se je napovedovalo hladno sobotno jutro, zrak so napolnjevali vtisi po novem letu, na pultu se je klatilo še nekaj prazničnih drobtin, pa kakšen listek s smelimi novoletnimi zaobljubami, na kar je z druge strani Atlantika udarilo. Leto 2026 se še ni niti dobro začelo. Po praznično otopeli razumski del naše percepcije vsega novega ob novem obhodu okoli sonca se je šele dodobra vzpostavljal, ko smo ob slišanem zastrigli z ušesi. Čakaj, kaj? Dobar dan. Združene države Amerike so napadle Venezuelo. V državi so razglašene izredne razmere. Združene države so za začetek leta potegnile potezo, ki je presenetljiva tudi po Trumpovih merilih. V Venezueli so v retoriki reševanja zajele predsednika Madura, ga odpeljale v zapor v New Yorku, nato pa prek nove predsednice vzpostavile vajeti oblasti in pot v državo na široko odprle svojim naftnim korporacijam. Je velika negotovost, bo še treba dolgo časa počakati, da bojo razmere tako, kot so kdaj bili. Po načinu izvedbe je šlo skoraj za okupacijo. Naslednji dan je bila retorika sicer manj agresivna, vtis, da spremljamo kolonizacijo, pa se je stopnjeval do zgroženosti nad tem, kako očitno brez rokavic si je velika sila v asimetriji moči prigrabila politični vpliv, gospodarski pritisk in nadzor nad viri. Naš ameriški dopisnik Andrej Stopar. Kajti v tem svetu, v katerem živimo, je začela prevladovati oziroma veliko držav se s tem strinja očitno, da je sila tista, ki je merodajna pri oblikovanju mednarodnih odnosov. In to je strašljivo sporočilo, s katerim se je to leto začelo. A ko se je dim po drzni vojaški operaciji razkadil, je začela naraščati negotovost. Kaj sledi? Kdo bo naslednji? Kolumbija? Kako realni so ozemeljski apetiti po Grenlandiji? We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. In ali je Unija s tem postala neposredna tarča? For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt. Na Danskem so ob tem opozorili, da bi morebitna aneksija pomenila razpad zveze NATO. Po torkovem mnenju profesorja politologije Tomaža Deželana je to definitivno najbolj ključno in tudi nevarno vprašanje pri vsem skupaj. In tu pridemo do nekih geopolitičnih vprašanj, kjer pa lahko Američani predvsem v gospodarskem smislu pridobijo toliko, vsaj Trump je zaenkrat pripravljen igrati s tem vprašanjem, kar pa za Evropo pomeni dejansko delitev in neposreden napad na nek način njeno integriteto. Kot je isti dan v vročem mikrofonu opozoril Vladimir Tismaneanu, ameriško-romunski politolog z Univerze Maryland, ta Trumpova turbulenca predstavlja precedens za posnemovalce, samodržce, nepredvidljive akterje, ki se požvižgajo na mednarodni red in institucije. Nadomeščajo jih z arbitrarnostjo, z dekretom najmočnejšega akterja, v tem primeru Združenih držav Amerike. To je izjemno nevarno. Gre za globok pretres, saj spreminja pravila, ki morda nikoli niso bila popolna in so imela številne pomanjkljivosti, vendar so kljub temu veljala. Post drugo svetovni red več ne velja. Poprej je bil skupni sovražnik Rusija oziroma Sovjetska zveza in je seveda sodelovanje pomenilo na nek način tudi varnost za ZDA. Sedaj je Rusija partner, Evropska unija trn v peti interesov Trumpa. Delili smo si enake vrednote. Danes temu več ni tako. Pa vendarle ni bilo vse tako črno. Bilo je tudi belo. Ful je fajn. Kepamo se bolj, smo vsi tukaj zunaj, družimo se, fajn nam je. Končno smo dobili zajetno pošiljko snega in to v kompletu z nizkimi temperaturami. Na Babnem polju so na primer namerili nekaj manj kot 25 stopinj pod ničlo. Skoraj kot nekoč. Veste, kaj take zime so bile normalno, kar jih jaz spomnim. Včasih je bilo toliko snega, da smo
skozi tunel v šolo hodili. Ja, sneg prekrije vse hudobije. Tako se je glasil naslov šolskega spisa na eni od šol v Sloveniji. In prav zares velja. Zdaj nas čaka čiščenje te poti, da pride gospa sploh do svoje garaže. Zelo, zelo všečno, da pridejo, da je še kdo tak ljubeznjiv in dober, da pomaga sočloveku, ker sem popolnoma sama. No, vsaj za kratek čas. Vse dokler te ne zamede. Stvar je vsak let slabša, lahko rečem, no. Ali dokler ne sedeš za volan. Pregovorno je že postalo, Dars zima vedno znova preseneti. Sneženje je zadevo še bolj poslabšalo in naše ekipe so žal ostale tudi noter v samih kolonah, kar pomeni, da niso opravili tistega, kar smo mi v bistvu pričakovali. Vsakič, ko pristanemo v primežu snega, se nasmehnem. Kot homo sapiens smo veliko večino svoje 300-tisočletne zgodovine preživeli v ledenem mrazu, oblečeni v kože, z ognjem v eni in sulico v drugi roki. Preživeli smo ledenike, tundro in povprečno letno temperaturo okoli ničle. Danes pa ne zdržimo do malenkost prepoznega prihoda plužne službe. Črno-belo igro pa se igrajo tudi na domačem političnem prizorišču. Verjamem, da bo ta moja današnja odločitev prispevala k temu, da se tudi levica v Sloveniji, govorim širše, okrepi in da mogoče to začetek neke konsolidacije tudi na levi sredini, zato da bomo po volitvah močnejši. Levica je nepričakovano izgubila pomembno figuro. Vodja njihove poslanske skupine, Matej Tašner Vatovec, se odslej bolj vidi v SD. V njegovi zdaj že nekdanji politični družini govorijo o izdaji, v novi pa o konsolidaciji leve sredine. Še najbolj verjetno gre za pragmatizem, pravijo analitiki, ki pa precej očitno nakazuje, da gre levi politični pol skozi nezavedno transformacijo. Politolog Marko Hočevar v oddaji ob 8. In v situaciji, ko je levica empirično postala socialdemokratska stranka s tem, kar počne na ministrstvih, in v situaciji, ko ni jasno, ali bo prišlo do vstopa levice v državni zbor ali ne, je pač nekdo presodil, da ima večjo možnost, če gre k samim socialnim demokratom, pri čemer sami socialni demokrati niso več socialdemokratska stranka, niti sami ne vedo točno, kaj so. Od tega tedna imamo po predsedničini zaslugi tudi nove kandidate za guvernerja Banke Slovenije, varuhinjo človekovih pravic in ustavne sodnike, pa tudi datum, ko bomo šli na volišča. To bo 22. marec, mimogrede Svetovni dan voda. Pred nami je torej dobrih 70 dni, ko se bomo naposlušali, kaj ne pije vode, kdo nas vodi žejnega čez vodo in kdo bi koga utopil v žlici vode. In če se že igram z besedami, ta teden smo dobili besedo leta 2025. Ob vsem, kar nam je že takoj z početka nasulo 2026, boste pikro pripomnili, pa kje je že to? Pa vendar bo 2025 najbolj odmevalo po božičnici. Beseda mladih pa je postala 6-7. Ne morem si predstavljati, kaj bi to lahko pomenilo. Ali to pomeni, da sem že star? Ja. To pomeni, da sva stara. Gre za govorico, ki posnema svet odraslih, a ga hkrati karikira, in gre tudi za poseben fenomen povezanosti določene generacije po velikem delu sveta. Kot so povedali pri poročilih, če izraza ne poznate, ste verjetno v večini, tudi njegovih uporabnikov, ki pravzaprav niso prepričani, kaj pomeni. Je pa nalezljiv kot kuga, kot se je izrazil neki ameriški profesor. In pravzaprav niti ne kliče po smiselnosti, temveč deluje kot način, s katerim mlajši izražajo svojo identiteto in pripadnost. Kot naprimer število 42 med ljubitelji Douglasa Adamsa. In ko smo že pri neverjetnih številih, čisto za konec bi rada preusmerila vašo pozornost še k inženirki zvoka in inovatorki Emiliji Soklič, ki je pred dnevi preminila v 108. letu starosti. Pred nekaj leti je programu Ars Radia Slovenija podarila znameniti posnetek zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora v Unionski dvorani v Ljubljani pred kulturnim molkom leta 1941. Ne morem vam povedati, kako ga težko razlog. Vse tisto, kar je bilo groze, to je v tem otraku. Jaz sem mislila, da bo raznesel dvorano. Fantje so stali na okni, gor za kljuke so se držali.
da niso dol padli, da so prisostvovali tem. Posnetek presune, ker je v njegovi interpretaciji skrita prerokba slovenskega naroda, slutnja prelitih solza in krvi, ki so spremljale Slovence od kulturnega molka, ki je nastopil že naslednji dan po koncertu, pa vse do osvoboditve. Večer med koncertom pa sem sedel v prostoru zadaj za projekcijskim platnom, zaklenjen seveda, in snemal. Če tudi nisem bil fizično prisoten v dvorani, sem iz posnetka čutil, kako je občinstvo sodelovalo, kako viharno in spet v največji grobni tišini spremljalo izvajanje Maroltovih pevcev. Pri Jenkovi lipi pa je zaihtelo in na posnetku se dobro sliši ta glasna žalost, ki je bila bridka spremljevalka tega časa, naznanjajočega borbo in smrt. Ta trenutek večnosti, esenco glasbe in besede, je na prepolovljeni filmski trak ujel Rudi Omota, tonski mojster in pionir slovenskega zvočnega filma, ki je posnetek pozneje podaril Emiliji Soklič. In kako strašljivo je ta tedanja slutnja, da so težki časi tako rekoč za ovinkom, podobna mrski negotovosti dan današnjih dni. Skozi črnino in belino tedna sva vas popeljala tonski mojster Vladimir Jovanovič in Maja Ratej, a da ne ostaneva pri mešanici obojega, ki se še najraje stopi v dolgočasno sivino, ji dodajava še malo zlata in se priključujeva množici Slovencev, ki so ta teden ploskali novemu zlatemu orlu Domnu Prevcu. Čudovito, prekrasno. Pred 10 let smo bili tle, pa brat nesujo. Vladimir, a ni tole 6-7, 6-7? Vse se uporablja tako, a ne? Petkova. Centrifuga.